Ob vstopu v leto 2017 so mariborsko nebo razsvetlili številni ognjemeti. Okrasitev mesta je občino stala več kot 90 tisoč evrov. Posodobljena je praznična razsvetljava na Titovem mostu, vizualno presenečenje lahko pričakujemo na trgu Leona Štuklja, nova pa bo tudi igra barv na promenadi mestnega parka. Mariborska občina, kot tudi nekatere druge občine, denarja za novoletni ognjemet iz proračuna že nekaj let ne daje. Ljudje večinoma menijo, da je novoletni ognjemet vseeno sestavni del silvestrovanja. Fajn je, če je. Pač lepo zgleda, drugače pa pomeni pa glih po manj. Boljše, da ne bi bilo zaradi živali. Da, mislim, da ognjemet bi skoraj moral biti, zato ker je v vseh evropskih prestolnicah ravno ognjemet in v Sydneyju, New Yorku, Londonu, Parizu nekaj, kar obeleži novoletno vzdušje. Ja, je pomembno, ker bolj lepše izgleda. Zaradi tega, ker je to tradicija. Me je vseeno pač. Ne, ni mi pomembno. Zakaj ne? Se mi zdi škoda denarja. Ognjemet vsekakor ne, lahko pa, ne lahko, moral bi pa imeti okrašen rotoš. To pa na vsak način, ker to pa je katastrofa. Ja, če je denar, zakaj ne? Mali ognjemet mora biti, ja. Ja, se mi zdi že fajn, če ga malo postoda, bi ga tudi tukaj imeli, pa da je neka dogodivščina, pa ljudje se zberejo, pa se srečajo, pa si za novo leto čestitajo, se mi zdi pač krasna ideja. Kljub vsemu se lahko Mariborčani veselimo velikega ognjemeta. Že lansko leto sta Nova KBM in Večer združila moči in omogočila nepozaben novoletni ognjemet. Nova KBM je za letošnje leto že potrdila sodelovanje, potencialni ostali sodelujoči pa še niso določeni niti odločeni. O prehodu v novo leto 2018 se lahko torej, poleg številnih ognjemetov, ki bodo krasili nebo v okolici, veselimo tudi uradnega mariborskega ognjemeta.